Ena zanimiva prigoda se mi je prigodila. S Toyoto CHR sem odločno pospešil na avtocesto, tako kot se zagre, saj veste, da čim prej dosežemo tistih 130. No, tokrat pa sem po tem odločnem pospeševanju dobil zasledovalca. Seveda mu nisem posvečal kaj dosti pozornosti, dokler me ni gospod prestregel, ko sem se slučajno ustavil na naslednjem počivališču. Brez skrbi, nobene vroče krvi ni bilo, me pa gospod začudeno vprašal, kako je mogoče, da je tale CHR pospešil tako silovito. Tudi sam je namreč lastnik druge generacije tega avtomobila, ampak kot je dejal, je njegov hibridni pogon precej bolj umerjen oziroma lenoben, kot je rekel. Pa sem mu hitro razložil zvijačo tega avtomobila. V mojem primeru gre seveda za CHR s priključno hibridnim pogonom. No in ta priključni hibrid tukaj v dnu vozila skriva precej večjo baterijo, kot z njo razpolaga CHR, gospoda, ki me je zaustavil. Sam namreč vozi vrhunsko učinkovitega, ampak zgolj klasičnega hibrida. Če spremljate avtomobilnost, zdaj razliko med priključnim in pa klasičnim oziroma samopolnilnim hibridom verjetno že dobro poznate. No, v primeru priključnega hibrida pri Toyoti ima ta avto baterijo s kapaciteto 13,6 kWh, kar je seveda precej več od tega klasičnega hibrida. Priključno hibridni pogon prinaša takole čez palec možnost, da samo na elektriko prevozimo približno 60 km, kar bo verjetno dovolj za veliko večino povprečnih vsakodnevnih voženj. Zdaj pa se lotimo čisto posebne hibridne dirke. Vzemimo štoparico in na zaprtem poligonu primerjajmo pospeševanji obeh hibridov. Razlika med hitrostjo dveh hibridov je očitna že na oko. Priključni hibrid namreč že v nekaj 100 metrih vožnje pridobi kar za nekaj dolžin avtomobila prednosti. Še posebej izrazita pa je ta razlika v nekih realnih situacijah, ko na primer vozimo z nižjo hitrostjo in moramo to hitrost čim hitreje oziroma čim bolj učinkovito povečati. Takrat odločno nastopi ta električna pomoč, ki je pregovorno zelo odzivna, in to se še posebej odrazi, ko recimo pospešujemo iz zavojev. Pa poglejmo še to primerjavo. Priključni hibrid je torej tisti, ki s svojo odzivnostjo nagradi voznika. No, da je to vse skupaj mogoče, pa seveda potrebuje nekaj dodatnih tehničnih komponent. Poglejmo v njegovo drobovje. Pa bi kar stopili pod. Aha, najprej pogledava spodaj torej. Prva zadeva, ker je to hibrid oziroma priključni hibrid. Imamo tudi bencinski motor, rezervoar je na standardnem mestu tukaj zadaj za gorivo. Ker pa je to priključni hibrid, je pa baterija zato velika, večja kot v hibridnem modelu, in ker v potniškem prostoru ni, na izobilju samega prostora je sama baterija prestavljena ven. In to je tale zadeva, vse do tukaj, to je baterija v priključnem hibridnem modelu. Za razliko od klasičnega hibridnega modela, ki pa ima baterijo v notranjosti kabine pod zadnjo klopjo. Ker je baterija zdaj zunaj in nizko, ima ta avto tudi nižje težišče. Zaradi tega je tudi bolj dinamičen v smislu podvozja, občutkov vožnji. Tudi samo vzmetenje je prilagojeno temu, geometrija podvozja je prilagojena temu. Če bi visoko napetostno baterijo potrebne kapacitete namestili v avto, bi zauzela ta baterija toliko prtljažnega prostora ali pa potniške kabine, da ali bi bil prtljažni prostor izredno majhen, ali pa bi potniki na zadnji klopi preveč trpeli zaradi utesnjenosti v prostoru. Ker baterija zunaj ima svoje očitve. Svoje očitve, kar pomeni, da je ta oklop
nad tem plastičnim zaščitnim oklopom je še jeklen oklop, ki seveda prenese tudi določen višek teže, ker omogoča 60, 70, 80, odvisno od načina vožnje kilometrov. Samega dometa je že sama baterija težja od klasične hibridne. Tako da sam avto je v največji meri zaradi te velike baterije težji od hibridnega CHR za približno 150 kg. Ta bo imel malo večjo porabo benzina. To je treba poudariti. Zato, ker ima pač težjo baterijo, močnejši elektromotor in tako naprej, in vse skupaj na teži prenese težo dveh ljudi, katera bi bila stalno v potniški kabini. Kakšna je torej najbolj učinkovita tehnologija, da jo vgradimo v priključnega hibrida, ko seveda govorimo o bateriji? V priključnih hibridnih modelih pri Toyotini znamki so vse baterije litij-ionske, bazirane na litij-ionu, in tukaj imamo primer ene litij-ionske baterije. Znotraj imamo take ploščice, vsaka ploščica je ena celica, vsaka celica ima 3,7 voltov in ko to vse skupaj seštejemo, pridemo na različne napetosti v odvisnosti od teže vozila, kako močen mora biti pogon in tako naprej. Potem imamo v bateriji vedno tudi nek računalnik, ki meri napetosti vseh teh baterij, tukaj po tem užičenju lahko vidite, in meri napetosti v vsaki posamezni celici, temperaturo, da ne bi prihajalo kje do pregrevanja in tako naprej, da vse deluje na optimalni temperaturi. Optimalne temperature so pa podobne, kot jih imamo v potniški kabini, te pa tam nekje med 25 in 30, najoptimalnejše tam 27, 28 stopinj se vedno lovi. Zato se tudi za hlajenje baterij pri klasičnih hibridih uporablja zrak iz potniške kabine, ker je podobne temperature. No, ta računalnik potem obvešča glavni računalnik, v kakšnem stanju je zdaj baterija. Ko vklopimo pogon, pa glavni računalnik vklopi v tejle kontrolni enoti releje električne in pošlje potem električni tok skozi žico pod avtomobilom v razmernik pretvornik, ki je pa v sprednjem motornem delu vozila. Tamle imamo nikelj metal, hidridno baterijo, NiMH smo jo označevali. Tukaj imamo pa module in tale zadeva, tale ploščica je modul iz 6 celic sestavljen in vsaka celica ima 1,2 volta krat 6, tole ima 7,2 volta. Zakaj niso pri modelu CHR inženirji se odločili mogoče za uporabo nikelmetalne baterije? Nikelmetal hidridna baterija ima kar veliko prednosti, je pa manj energetsko učinkovita v smislu energetske gostote. Tale vidimo, da je že precej večja. Tale je precej večja, ampak če bomo pogledali kapaciteto, je tale močnejša in ima večje kapacitete. No in tukaj nazorno vidimo, da prihranimo verjetno pri prostoru. Pri prostoru in pri teži. Ni pa poanta samo v energetski gostoti, ampak je tudi še bolj pomemben faktor in to je pretočnost električne energije oziroma sposobnost prenosa električnega toka. No in tukaj je pa tudi kar konkretna, še večja razlika med nikelj-metal hidridno in pa litij-ionsko. Pri klasičnem hibridu je nikelj-metal hidridna baterija v smislu trpežnosti, cene in tako naprej super optimum. Pri priključnem hibridu, ker pa omogoča električni režim vožnje s kar dolgim dometom, mora pa postreči z dovolj veliko močjo ta baterija, da sploh ta avto lahko normalno pospešuje, se pelje in tako naprej. No, tam pa nikelj-metal hidridna baterija ni več optimalna in mora biti litij-ionska, ker prenaša več električnega toka. Več električnega toka na elektromotor pa pomeni kot več benzina pri Ottovem motorju, večjo moč na koncu koncev. Se pravi, to je danes standard in to bo še nekaj časa ostal standard. Tako. Standard pri večjih dometih, pri priključnih hibridih, pri nekaterih klasičnih hibridih je še vedno nikelj-metal hidridna baterija, ki pa se je spotoma v zadnjih, se pravi 28 letih pokazala kot super zadeva za klasične hibride. Kaj pa motor hibridnega sklopa? Kako se razlikuje oziroma kaj so neke posebnosti tukaj? Običajno so to dolgohodni motorji zaradi boljšega momenta pri nizkih vrtljajih, pri srednjih vrtljajih. So narejeni tako, da ne dosegajo prav visokih vrtljajev,
zaradi nižje porabe, nižjih emisij, ker jim pomaga elektromotor. Teža čim manjša, elektronska kompletna kontrola, ni več pletenic kot včasih, ampak je vse elektronsko kontrolirano. Kar je precej specifično pri hibridnih, priključno hibridnih modelih, je še električni kompresor za klima napravo. Oranžni kabli pomenijo visoko napetost, ker tole je napetost identično, kot jo imamo v bateriji, tam se ni zaigrati preveč. Ne potrebujemo jermena, ker je kompresor za klimatsko napravo električen, ne potrebujemo jermena za vodno črpalko, ker je električna, ne potrebujemo jermena za servovolant, ker je električni, tako da zunanjih jermenov ni, znotraj imamo pa samo verigo za pogon ventilov. Imamo pa tukaj še vedno jermenico brez jermena. Zakaj pa to? Ja, dobro vprašanje. Bi se lahko vprašali, ja, jermenov ni, jermenica pa je. V čem pa je finta? Ja, ta jermenica sama nam služi kot utež, da majčkeno umirja vibracija na glavni gredi, ko se vrti, zato je to zelo težka. Je pa tudi uravnotežena, kot boste videli po raznih lukencah, tukajle, zato da ne bi začel to oscilirati, pa vibrirati. To je ena stvar, se pravi, deluje kot utež in pa tukaj boste videli oznako, deluje tudi za preverjanje predvžiga bencinskega motorja. In to je vse, ne pa za prenos jermenov, ker jih ni. Semle pride električna napetost oziroma energija iz baterije, pa potem prek teh kablov potuje v menjalnik. Tukaj imamo 6 kablov, tole je za generator, tole je za elektromotor, se pravi 3 faze za enega, 3 faze za drugega. To potuje potem na MG1 generator, to je tale zadeva. Iz teh 3 kablov gre na MG2, elektromotor, ki nam poganja avto, to je pa ta zadeva. In tukaj že lahko vidite, da je tale komponenta večja od te, zato ker ta mora polniti visoko napetostno baterijo, ta mora pa tono pa pol in več težak avto premikati. Zato je tudi tale večji. Če bi na klasični hibrid ugradili samo večjo baterijo, močnejšo baterijo, je malo napačen izraz, ampak zaradi lažjega razumevanja, bi avto bil počasnejši. Ker če imamo moč na elektromotorju omejeno na neko vrednost, nam močnejša baterija ne more nič večje moči narediti, ker jo omejuje elektromotor. Pri priključno hibridnem modelu, ker ima močnejšo baterijo z precej večjo kapaciteto, je tudi moč elektromotorja MG2 povečana iz 80 na 120 kW. Se pravi, CHR hibrid ima tole 80 kW zadevo, medtem ko priključni hibrid, kot ga gledamo, ima pa 120 kW. Zato se tudi to odraža v precej močnejšem pospeševanju v električnem režimu in v klasičnem hibridnem režimu. No in naj vas za konec spomnim še enkrat na zlato pravilo priključnih hibridov. Nakup priključnega hibrida, ki ima nekaj tisočakov višjo ceno od klasičnega, bo smiseln le, če ga boste redno in vestno priklapljali na domačo polnilnico. No in mimogrede, tale priključni hibrid se bo polnil z največ 7 kW moči. In tako boste lahko prišli do prihrankov, pa tudi do vseh ostalih prednosti, ki z najboljšim iz svetov obeh energentov nagradijo tudi zahtevnega voznika. No, zdaj pa vas vabim, da s klikom na predlagane videe spoznate pravi ABC Toyotinih hibridnih pogonov.